Lepo pozdravljene, drage dame in cenjeni gledalci, v naši oddaji Dober dan Slovenija. Moje ime je Katarina Keček in v studiu pozdravljam moji cenjeni kolegici Ano Marijo Mitić in Violeta Tomić, pozdravljeni. In pa seveda našega znanega publicista in znanega političnega komentatorja, gospoda Edvarda Kadića. Hvala lepa za povabilo. Ne, sem vas lepo predstavila. Zelo lepo, hvala lepa. Ja. Malo sem tako razmišljala, gledalci v zadnjih par let poznajo pretežno iz televizijskih nastopov povezani s političnim komentatorstvom. Ja. Predtem niste bili v medijih zelo pogosto oziroma niste bili tako znani, pa me je zanimalo, če bi vas nekdo mogel vprašati, kaj bi o sebi povedali v enem stavku. Kdo pa je Edvard Kadić? No, jaz vas tukaj moram vseeno mečkam popraviti. Jaz sem bil v bistvu v medijih tudi že prej precej in sicer bolj z področja, s katerim sem se več ukvarjal, s katerim se še vedno ukvarjam, no, ampak mogoče mečkam manj javno prepoznavno, to je bilo javno nastopanje, predvsem govorica telesa. Jaz sem avtor precej knjig z tega področja, med drugim tudi velike uspešnice knjižne govorice telesa in osebna karizma, ki je ponesla ta vidik. In sem bil ves čas, nekako sem se gibal, ko je bilo treba komentirati, recimo kraljevo družino iz Londona, ko se je kaj dogajalo po medijih, pa itak, ko so bile razne fotografije in tako naprej in so bili te komentarji. To se pravi, to področje je tako luštno, preprosto zato, ker gre za tak znanstveni trač. Ja. Ampak tudi ni egzaktna znanost, zdaj bom tako rekla. Vi pač ocenite, bom tako rekla, kakšna govorica telesa imate moji kolegici, kaj bi rekli, tako na prvi pogled? Pa jih že odprej poznate, se vem. Ne, predvsem sta, kaj ne rečem, vljudno, lepo, prijetno, prijazno, govorica telesa takšna, kot pristoji TV voditeljcem. Samozavest je seksi, a ne? Absolutno je. To je tudi naslov ene vaše knjige, ne? Ja, ta naslov je pa v resnici izplaval ven iz raziskav, kjer so v bistvu, katerokoli raziskavo odpreš, pa vprašaš ljudi, kaj je tisto, kar jih privlači pri drugih ljudeh. Ja. Je več ali manj zelo na vrhu njihova samozavest. In ta samozavest se poraja enako tudi na različnih lestvicah pri privlačnosti. Kaj je tisto, kar dekleta, pa ne nazadnje tudi fante, kaj je tisto, kar cenijo pri dekletih, to se pravi dekleta pri fantih, je samozavest tista. Samozavestjo se ne rodimo, ne? Vprašanje. Jaz mislim, da si jo moramo pridobiti skozi življenje. Jaz mislim, da je tako. Na eni strani se nekako rodimo s to karizmatičnostjo, katerega je sestavni del tudi samozavest, nekateri bolj, nekateri manj, ampak potem jo nekako poskušamo skozi otroštvo, tista dobra stara, pa ne izpostavlja se preveč, tisti, ki mu je glava štrlela ven iz povprečja, so mu jo odsekali. To v Sloveniji velja, v drugih državah ni tega toliko. Odvisno, ja. Ko greš na Bližnji vzhod, takrat ugotoviš, da v bistvu še posebej fantkom je dovoljeno ogromno. Hvala, da ste to povedali, še vedno puncam ni dovoljeno. Ja, res je to. Puncam pač ni, drugače se morajo obnašati. A veste, še vedno nas vzgajajo. Mi ne smemo teč, plezati po drevesih, padati si polamnati kolena, to se kritizira pri puncah, ker to nam ne pridiči. Pa veliko bork ne smemo. Absolutno, čeprav tega se ne primemo. Fante se pa še vedno spodbuja, bodi drzen, bodi pogumen. Tudi če narediš napako, nič hudega. Mi ženske smo pa za vsako napako, tako občutek imam, dosti hitro kaznovane. Ja, zdaj jaz mislim, da je Slovenija nekako v predverju tega evropskega prostora in da je tudi pri nas se to nekako izravnava, da je ta pritisk na enakost spolov, kar je, jaz mislim, da je napačen pojem. Jaz mislim, da je pravi pojem je enakopravnost, zdaj spola nista enaka. In nikoli ne boste. Pa tudi zakaj bi bila? Vi ste z Marsa, mi smo pa z Venusa. Mislim, ja, vsak ima neke svoje specifike. Tudi različno ste narejeni, tudi imate drugačno telo, kot mi. Absolutno. Drugo je pa potem, ko govorimo o enakopravnosti. Tam pa jaz mislim, da tukaj pa ne sme biti popuščeno. Kaj pa je po vašem strokovnem mnenju najlepša gesta, ki jo lahko ženska, sploh če govorimo o poslovnih stikih, s svojo pametnostjo in samozavestjo, ponudi s tem, da lahko enakovredno z moškim komunicira? Da je tiho. Jaz mislim, da je enako in za moškega in žensko predvsem to, da je avtentična. Dobro. Da dobiš občutek, da imaš opravka z človekom iz krvi in mesa, za katerim stoji neka vsebina, da temu naravno tudi sledi gibanje telesa, recimo pri dekletih je nekoliko bolj izpostavljena ta tako imenovana peščena ura in je splošni nasvet je, da se poskušajte
postavljati nekoliko bolj v izpostavljene poze, kjer pride ta peščena ura do izraza. Takoj kolegica se takoj popravlja v peščeno uro. Pri moških so pa nekoliko bolj v ospredju te tako imenovane ravnine. A ne. Moški smo bolj dovzetni do krivin, ne. Ženske ste pa nekoliko bolj do ravnin, kar pomeni, da moški nekoliko bolj tiščimo trebuh noter. Aha, da ste. Ne, ampak kar pa resno mislim, je pa ta občutek avtentičnosti mora nekako zadihati, ne? Da imaš pač občutek, da imaš opravka, lahko ti nekdo ni všeč, lahko marsikaj, ne? Ampak če je v ozadju avtentičnost, je tudi ta vidik, da ti nekdo ni všeč, se ga, kako bi rekel, izravna potem skozi pogovor, ne? Da stvari normalno stečejo ali pa tečejo in se tudi nekje zaključijo. Ampak v Sloveniji smo nagnjeni k temu, da največ vemo o tistih, ki jih nikoli ne srečamo, Absolutno. da imamo mnenje o vsem in vsakomu, da nam ni všeč pač nekdo, ki je lahko 100-krat avtentičen, ampak Neverjetno, koliko smo dovzetni za te govorice. Ne? To je neverjetno. To se nas, bom rekel, v Sloveniji res prijema. Ne? Bom rekel, ko je neko blag v javnosti o nekom. Ni pomembno, kom ne, ampak je neverjetno, kako ljudje, ki ni pridejo nikoli v stik z njim, nimajo, ali pa z njo, ne, neverjetno, koliko se tega hitro prime, skreira neka predstava in se s to predstavo tako suvereno operira, kot da je res nekaj na tem. Ja. Sicer bi težko rekel, da drugod tega ni toliko, ne. Je pa res, da so mogoče drugačni vidiki nekoliko bolj v ospredju. Recimo, ne vem, če so proti severu Evrope nekoliko bolj v ospredju neki rezultati, ne? So recimo, ne vem, v ameriškem okolju nekoliko bolj v ospredju ta energičnost, pozitivna naravnanost. Recimo na področju govorice telesa je, da v ameriškem okolju še posebej cenijo to, da so ljudje ves čas nasmejani, da so tako, kot rečejo, energized. Ne? V hecu celo rečemo med 5 mrtvimi ljudmi, kako spoznaš Američana, tako da se edini še smeji. Ne? Tako, ne, pač, drugačni, mislim, hočem samo to reči, da so drugačni vidiki nekako v ospredju. In v Sloveniji pa je nekako ta specifika, mogoče tudi zaradi geografske lege, zgodovine in tako naprej, da smo nekoliko bolj, kako bi rekel, da se ne izpostavljaš in si zaradi tega neizpostavljanja se izogibaš stikom in zaradi izogibanja stikov si nekoliko bolj dovzeten za kreiranje neke predstave, nekom kljub temu, da ga ne poznaš, da ga nisi nikoli videl, nikoli roke stisnil in tako naprej. kar politika s pridom uporablja. Absolutno. V bistvu obe smeri, ne. Na eni strani lansira prah in na drugi strani se zanaša na neko mnenje, ki je ustvarjeno, tako da je to včasih lahko kar precej neprijetno za koga, ki recimo se šele prebija na političnem področju, ne? Ki se poskuša nekaj dokazati, nekaj narediti. Ne? Za te stare mačke ali pa, kakor radi rečemo, prvokategornike, ne? Je relativno enostavno. Ne? Več imaš neko predstavo, tako drugače že v 30 letih ga nekje nekoga srečal, nekaj naredil, ne? V smislu, ali mogoče celo sodeloval, če si pač v takem poslu in imaš priložnost sam svojo predstavo. Recimo jaz imam tak primer, vsaj 2 prvokategornika iz Slovenije, s katerimi je v bistvu bilo zelo zanimivo, ne? Recimo Borut Pahor, ne? Ker je pač seveda še posebej, ko se je tista zgodba s tistim Instagramom in tako naprej neveliko širila, ne. Jaz moram reči, da Marketing je bil pa jaz moram reči, da res nisem srečal veliko ljudi, ki bi rekli, da je, kako bi rekel, da bi imeli kakšno posebno negativno mnenje, ne, ampak smešno, na koncu je pa smešno bilo, ne? Ja, ampak potem so pa tiste slike tistega stopnišča prišle ven in tako naprej in tak ho, ne. Ta samo ironija se ima mogoče na nek način obratovala, ker kot ste sami opazila, ne, tudi vse ostali politični veljaki, vključno z premierjem vlade, ki je na začetku rekel, da se on z Twitterja pa TikToka pa tega ne bo šel z Instagrama, ne, se sami videli, ne, da odpira profilčke in da snema podobne videe, kot jih je snemal Pahor. Ja, mislim, pri Golobu je mogoče res v ospredju, no, bolj kot pri vseh ostalih,
ta star slovenski rek, da se za rečenega kruha res veliko poje. Ne? Ja, Pač tudi, če bi bil tiho, ne bi bilo prav res nič narobe. Ne? Kaj je treba filozofirati o tem, kako bo odpiral tem socialno omrežje, kako jih ne bo, jaz mislim, ali pa... Vsi državniki se lotevajo teh socialnih omrežij, tako in drugače gledam, tudi Biden, pa ne vem, kdo še vse. Zato, ker je pač to en medij, ki ima pač pristop do neke populacije, ki tudi recimo ne gleda več televizije, ne bere časopisov, ne? Na takšen način pač tudi lahko... Ja, to je poseben izziv, ne? Pa še nekaj je, ne? Socialna omrežja so v bistvu enostranski kanal komunikacije, ne? To se pravi, ti samo podajaš. Nimaš, mislim, razen to, da komur se ljubi brati komentarje pod recimo TikToki, ne, mora imeti kar veliko energije, da bere o tem, da spoznaš sebe iz nekih vidikov, katerih prej nisi vedel, da si. Ne. Jaz sem najbolj presenečena, kako smo prišli v en tašen čuden čas, ne, da vsakdo na svetu, ne, ki ima 3 minute časa, ima občutek, da mora celemu svetu povedati svoje mnenje. Ja, to je... Čeprav, če sva iskrena, čist nikogar na svetu ne zanima, kaj si jaz mislim, ali pa Ana Marija, ali pa vi recimo. Mislim tako, nihče ne bo vprašal, kaj pa Edvard Kadič misli o tem problemu, to me res zanima. Hočem to povedati, ker je teh mnenj toliko postalo, kot mravlj, in vsaka ta mravlja misli, da je pa ona prva mravlja in da je njeno mnenje pravilno. Ne? Ja, okej. Ne. Politiki opažam tega. To je do določene točke drži, ko smo v nekem splošnem polju. Ne. Ja. Potem te pa ali družba, ali mediji, ali nekdo izpostavi kot neke vrste nekega mnenjskega voditelja, ne. Ja. Potem pa začne ljudi zanimati. Ne. Težko je reči, da nikogar ne zanima mnenje nekega, ne vem, prvaka politične stranke, recimo, ne, ali pa nekega filmskega kritika, ne, ki ima za sabo, ne vem, stotine nekih člankov, ne vem, in ga je neko okolje izbralo nekako za svojega mnenjskega voditelja, zelo preprosto. O mnenjskih voditeljih bomo čez nekaj trenutkov, na vrsti so reklame, vzemite si malo časa in se vrnite čez nekaj minut, ostanite z nami. Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Dober dan Slovenija. Z nami v studiu je publicist in politični komentator, gospod Edvard Kadič. Zanima, je politično komentatorstvo poklic, kako se do tega pride, oziroma kako ste vi prišli do tega, da komentirate, bom tako rekla, življenje in dejanja drugih v politiki? Je to dobro plačan? Se da to dobro zasluži z tega? Neverjetno, do danes ne vem, en evro zaslužil s tem, ampak ne, je pa res, da je to v bistvu to zame hobi. Ne. Jaz sem upleten v to že dolgo časa skozi komentiranje različnih fotografij, gibov, ne vem, različnih oddaj. Jaz sem imel celo ta privilegij pri Godlerju, da me je enkrat nasračkal in sem užival, medtem ko je Borut Pahor sedel v publiki, komentiral njegove nastope, nisem niti vedel, da je on v publiki. Ne. Tako da je to v bistvu nekako mal hobi, mal hec, je pa res, da mene politika zanima. Res me zanima. Se smo mi vsi politične žvalije. Ja, ampak mene zanima. Nekomu je neskončno dolgočasno, jaz vidim doma, recimo, je neskončno dolgočasno spremljati, ne vem, tam neko oddajo, ali pa recimo, ne vem, pa laže ta, pa laže pa ne vem kaj. Ne. Ampak mene v resnici zanima. In potem, ko te zanima, to gre eno z drugim. Ja. Jaz ne morem mimo tega, ne, da ste, bom tako rekla, ne bom rekla glih strasten, ampak navijate za stranko SDS v času, oziroma ste nagnjeni k desnici. Ja. Zdaj bom tako rekla, no, zdaj, če gledam tako po politični komentator, jaz dojemam ta poklic oziroma bom rekla profesijo kot nekoga, ki je objektiven in poskuša biti nevtralen. Ne. Torej, malo tolčem po levih, malo tolčem po desnih, vi pa večinoma desne dvigujete, pa tolčete po levih, a ne? No, jaz predvsem mislim, da mora vsakdo na tem svetu imeti neko jasno stališče. Ja. To je zame, svoj svetovni nazor. To je zame najprej. Ne? Ja. Druga stvar je pa to znamenito Overtonovo okno, katerega smo v Sloveniji deležni. In sicer, da tisto, kar je bilo 10 let v sredini, je danes že, ne vem, skrajno desno. Ja. Ker se to Overtonovo okno širi v levo, in so vse tisto, kar je levo, oziroma danes, kar bi rekli še 5 let nazaj, skrajno levo, je danes že normalno levo, ne? In avtomatično pašeš v nek desni konzervativni tabor. In zdaj, glede na to, da je Janez Janša najbolj znano ime na tem desnem polu in ne nazadnje prisotno tudi že 30 let. Potem avtomatično pašeš in potem avtomatično pašeš v janšiste, še trije v medijih ti pač naravno prelepijo to, da tistko, ja,
Meni je ta politika pač blizu, to se pravi te osnovna načela okrog družine, okrog, ne vem, varovanja meje, okrog pač nekih vrednot, ki so bolj, bom rekel, tradicionalno usmerjene do Slovenije. Če sem zato janšist, bom pač janšist. Mene je zanimalo, v glavnem kritizirate levo opcijo. Kaj je tisto, kar vas pri levi opciji najbolj moti? Kaj me moti? Jaz mislim, da levica, ne, glede na to, da vem, da ste bili vi tudi sestavni del. Ne govorimo o stranki levica, ampak o jaz govorim pa konkretno o levici. Ne. Stranka, ki se v sistemu, ki je takšen, kot je, pri nas zavzema za zrušenje tega sistema, jaz mislim, da ne sodi v sistem. Zelo preprosto, naj si ustvari nekje svoj sistem. Se je lepo vklopila v sistem. Preveč dobro. Ta trenutek se je zelo lepo vklopila, se strinjam. In se je celo uzurpirala, bom rekel, ne samo eno, ampak nekaj ministrstev za izvajanje nekih svojih rabot. In zdaj, če je to, kar je, bom rekel, proti čemur je treba nekako jasno in glasno nastopati, v bistvu jaz temu primerno tudi nastopam. Pa civilna družba vam tudi ni všeč? Pri civilni družbi je pa zadeva sledeča. Načeloma do civilne družbe jaz mislim, da je ta beseda sama po sebi pregroba, preprosto zato, ker je sestavni del civilne družbe bistveno širši od tega, kar meni recimo konkretno ni všeč. Tudi gasilci so civilna družba. Tako. Tisti moment, ko pa se neka združba, za katero ne vemo, od kje se financira, ne vemo, kdo jih plačuje, nič ne vemo o njih, postavlja v vlogo nekega, dajmo reči najbolj splošno, glasu ljudstva, potem pa jaz mislim, da mora biti nekje nekdo, ki se mora postaviti tudi proti temu in reči, poslušajte, kdo pa ste vi, od kje ste, kaj se greste? In potem v naslednjem trenutku je še bolj zanimivo, tisti moment, ko vi poveste, da vam nekaj ne paše, tisti moment se začne najprej, vam eden ali dva od njih začneta, bom rekel, preko, ne vem, TikToka, Facebooka, kakorkoli, lansirati neke laži, potem se na nekem portalu pojavijo celi članki o vas, na kar se, jaz sem že 3 naslovnice na Svet 24, to se pravi iz nekega okolja, kjer se stvari začnejo potem grmadati, potem se začne naslednji dan, to je napovedljivo in jaz sem to eni od oddaj napovedal točen redosled. Se Nova 24 počne isto, mar ne? Pa po levih. Počne isto. In iz tega, mislim, zdaj, koliko počne, koliko ne počne, lahko začneva razpravljati o dosegu in moči. To je bistveno. Ne? In ko vi greste gledati, kako se, ne vem, najbolj preprosto je, kako se recimo sredstva delijo za medijski kolač. To se pravi, kako se letno razdeli 3 milijone. Ja, po prijateljskih vezah. To, kar se je letos zgodilo, je v resnici šokantno, ne samo zame, ampak za vsakogar trezno razmišljujočega, kako je možno, da se je denar za medije razdelil na tak način in da organi nadzora v državi ne ukrepajo. Zelo preprosto. Ne? In zdaj, če me to klasificira v polje nekih gorečih, strašnih, desničarskih komentatorjev, ne pač tako bo. No, jaz bi rekla samo, da sem se z Zdravkom Počivalškom strinjala samo v eni stvari, ki je izjavil in potem izginil z političnega prizorišča, ker je bil slučajno iskren preveč. Rekel je, tukaj ne gre za leve ali pa desne, tukaj gre samo za evre. A bi se strinjali z mano? Verjetno na koncu dneva res, ne. Verjetno na koncu dneva res. Je pa res, da nas ni tako malo v zadnjem času v slovenskem političnem prostoru, ki v resnici nimamo neke koristi od tega, ne, v tem smislu. Ne. Jaz mislim, da je to, da te nekje sreča na dolgi rok, te sreča v smislu, da mogoče imaš pa željo, da bi kaj za tabo ostalo. Tako kot mogoče ste šli vi v politiko zato, da bi nekaj dobrega naredili za državo, za družbo, za svet. Vmes se te tudi kakšno blato prime, tako ali drugače. Bolj ko dobro delaš, več blata dobiš. Ja, ne, mislim, ampak na koncu dneva pač ja, mogoče je. Ne, je pa res tudi vprašanje zornega kota. Ne. Zdaj, ti lahko celotno politiko presojaš skozi finance, lahko celotno politiko presojaš skozi, ne vem, napredek družbe, ne. Lahko se vprašaš, koliko je recimo, ne vem, slovenska družba bo napredovala zaradi 13,000 računalnikov, za katerih bog ne ve, kaj bo z njimi. Ne. In zelo različni zorni koti so. Je pa res, da vsakdo, ki v slovenskem političnem prostoru, pa ni pomembno, levo, desno, kakorkoli, mora dobiti zelo hitro, zelo trdo kožo. To, da te nekdo, bom rekel,
diskreditira ali pa označuje za janšista ali pa za skrajnega levičarja, fašista, antifašista, ne vem kaj še vse, ne, ni prijetno za nikogar. Je pa mnogo huje, da politiki hujskajo, da te ljudje potem grozijo po ulicah, oni grejo pa skupaj na pier. To je zelo zanimivo. Jaz sem bil danes zjutraj ob 8. sem bil na policijski postaji, kjer sem pač dal izjavo okrog ene od mojih prijav. Jaz vam recimo se mi kar zbirajo, lahko tudi pač bom rekel potem podaji pokažem, zakaj točno je šlo, ne. Grozijo? Ja, ne. Po telefonu, osebno? Bom rekel vseh vrst, no, ne, in je v bistvu... Levi vam grozijo, ne? V bistvu jaz mislim, da grozijo predvsem precej zmedeni ljudje, ne, ki so pa, hotel sem se navezati na te besede, ne, ki so pa produkt, v resnici posledica ali pa nek derivat tega hujskanja. Tako je. In ljudje kar mislijo, zato ker si ti, ne vem, ker se pojavljaš na ekranu, da te poznajo, ne, ker preberejo, bom rekel, o tebi tam neke neumnosti in brez skrbi, ne. To, da se ti pojavljaš na prvi strani časopisa, gre za diskreditacijo, tam v večini primerov ni nekih strašnih kaznivih dejanj. Pa na prvih straneh niso nikoli pozitivne zgodbe. Ker kazniva dejanja se drugje preiskujejo, če je karkoli narobe, a ne. Tako da to je zelo, zelo delikatno in je, jaz mislim, da v slovenski družbi je ta točka, kjer smo danes, v bistvu smo na zelo nizkem nivoju, to najprej. Me je pa strah, da mogoče kaj bistveno boljše ne bo, no. To me je pa strah. Upam, da ne. O grožnjah in koristi v politiki, trenutek za kontemplacijo, za popravilo make-upa, vrnemo se čez nekaj minut, z navodili o zapeljevanju žensk in seveda iz prve roke. Ostanite z nami. Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Dober dan Slovenija. Z nami v studiu še vedno kontroverzni politični komentator in publicist Edvard Kadič. Ampak preden postavim vprašanje o zapeljevanju slovenskih žensk in kakšna so najhitrejša navodila, 3 koraki, izvoli, Violeta, vidim, da imata vidva še neko politično debato, ki zaenkrat še ni zaključena. Ne, tudi ja nisva še začela in hvala za besedo. Mene res zanima, ali bi se vi kot politični komentator strinjali z trditvijo pokojnega Ivana Krambergerja, da bodo Slovenijo uničili komunajzeri, ki se bodo spreobrnili v velike antikomuniste in šli potem klečati v prve vrste v cerkve. Kot vemo, ali ste za lustracijo teh ljudi? Žal, kot vemo, jih je največ v stranki, ki je vam blizu. Veste, kako je? Na vseh strankah. Jaz se načeloma strinjam, ne. Zdaj tukaj mislim, da je korektno povedati samo to, ne. Do leta 1991 je bilo komunistov, da jo reči, kar bistveno več kot pol. Kar pomeni, da so se naravno razpršili v vse možne stranke. Kolikor jaz vem, samo ena stranka jasno in glasno se trka po prsti kot ponosna naslednica komunizma. To je socialni demokrati. Še komunistično stranko imamo, ne pozabiti. Sicer zelo minorna, ampak še živijo. Kar pomeni, ampak to naravno pomeni, da je imel Kramberger prav. Sej v bistvu, kaj pa ne, če je bilo prej vse ostalo prepovedano, dovoljeno bilo pa samo to, kdorkoli je hotel v družbi na političnem področju prosperirati, je mogel biti sestavni del tega. Kakšne so njegove intimne opcije, želje, pogledi in tako naprej so lahko prišli v ospredje šele po osamosvojitvi in po tej pluralizaciji političnega prostora, ki pa se je po tej tranziciji v bistvu izkazal, da je samo delno pluralen, ostali del, ki pa ni pluralen, je pa kapitalsko vezan. A bi nas lustracija rešila? Ne vem, koliko je ta lustracija. Lustracija je lep, velik, strašno tak fin pojem. Ne. Tako kot je, meni je zelo podoben pojem temu, kot vsi gremo na volitve. Ne. Mislim, lustracija so bili tudi, po vojni poboje, ne, če smo že pri tem. Ljudje pucali druge na deklarativni ravni verjetno bi lustracija rešila marsikaj. Verjetno bi, a ne? Ampak kot vidimo, rekel tako, z lustracijo, kot z vsemi podobnimi pojmi, kaj je potem v praksi, ne, se pač skrije pod plašč tega, pod plašč unga, pod plašč tretjega. Ker je največji hec, da najbolj kričijo, da so drugi komunajzeri tisti, ki imajo komunistično preteklost. Ja, vse to je vedno tako. Jemite tatu. Ne, vedno je tako, ne, pač ljudje smo več ali manj tako narejeni, ne, da tisto blato, ki
ki želimo skriti, ga je najlažje skriti tako, da na drugega kažeš. To se učimo že od spaskovnika. Edvard, pred politično kariero, se opravičujem, ampak me vleče k temu seksu, sorry, ne. Pred politično kariero ste se zelo veliko ukvarjali z moško-ženskimi odnosi, ukvarjali ste se tudi z, če rečem temu, speed datingom oziroma organizirani se zmenkarije. Ne bom vprašala, koliko je bilo to popularno. Tudi priročnik za moške ste napisali o zapeljevanju žensk. Pa me zdaj zanima, ko gledate slovenske moške, a so prebrali ta vaš priročnik, so se kaj naučili? No, jaz moram vse nekaj popraviti. Ne. Jaz imam izobraževanje o govorici telesa, javnem nastopanju in tudi o zapeljevanju še vedno tako, kot sem imel prej 30 let. Ne. To najprej. Na področju govorice telesa obstajajo 3 velika področja. Eno je to splošno področje, kjer recimo laganje je znotraj tega veliko. Ne. Drugo so te, bom rekel, odnosi kot takšni med moškim in žensko in tretje je zapeljevanje, kjer se pa bom rekel, slike nekoliko obrnejo. Izumirata. Tako da v bistvu, bom rekel, je samo zdaj ta moj vidik tega političnega komentiranja nekoliko bolj vsprednji. Dejstvo je, da sem jaz leta, če se ne bom zlagal, 2014 ali 2015 napisal eno knjigo Zapeljevanje, priročnik za moške, ki je bil v bistvu čisto komercialno. In to so bili nasveti iz vaše prakse, ali ste sam te nasvete uporabljali? Ne, iz prakse in bom rekel z razumevanja kot takšnega. S to knjigo je bil še zelo zanimiv problem, da je v resnici potem, ko ljudje preberajo to knjigo, ugotovijo, da se predvsem moški imajo nekoliko daljši nos, ker moški načeloma, tudi ko pridejo na delavnice, pričakujejo neke finte, trike, nekaj. Ni tega. V knjigi pa nekako ves čas v bistvu je ta rdeča nita, da ti moraš biti najprej v redu človek, to se pravi iskren, avtentičen, samozavesten seveda in tako naprej. In šele od tukaj naprej se začnejo neke zakonitosti, ki pa so takšne, kot so. Med moškim in žensko in bom rekel in zakonitosti okrog prostora, okrog nagovorov, okrog pravega časa. Deljenja. Če meni znanec ali pa nekdo, ki me simpatizira, pošlje ob 11, recimo message, pa napiše živijo. Kaj ne reče? Živijo. Ob 11 zvečer. On tako reče, to je zapeljevanje ali kaj? Jaz mislim, da je to prej bi lahko rekel nadlegovanje. Bolj pa neka želja po pozornosti. Če bi napisal 2 stavka, dober večer, ne vem, lepotica ali že spiš, morda bi jutri na kavo, bi mogoče pa že potem trzdal na živijo. Pa res ne moram trzati. Nekateri sploh ne zgubljajo besed, pa pošljajo kar torzo. Ali pa še kaj bolj eksplicitnega. Podaljšan torzo, ali kako je. To je tako, kaj je hotel reči Edvard, radi bi preskočili nekaj korakov, ne? No, ampak to je recimo zanimivost, ko pridejo, mi smo pač potem prišli v sodelovanje z največjim slovenskim v bistvu portalom, to se pravi ONA, in smo v njihova želja je bila potem pripraviti recimo neke delavnice z tega področja. In pač tam so vseeno ljudje, ki iščejo partnerja, in potem smo v bistvu naredili, smo izvedli kar, bom rekel, to je trajalo kar nekaj let, smo izvajali te, bom rekel, delavnice oziroma predavanja. Mislim, to je bilo bolj kot nek dodatek, nekako razumeti. Predvsem je na področju nasplošno govorice telesa je pravo vprašanje, katerega se mi zdi, da vsak dober predavatelj mora nekako dati, je kaj v specifičnih situacijah v bistvu pozvati, na kaj biti pozoren. Na kaj biti pozoren? Odvisno. Zdaj, če govorimo, kar se tiče zapeljevanja, pač recimo iz moškega stališča so določeni znaki, katere se ne sme spregledati. Recimo en tak tipičen znak, katerega moški po definiciji radi spregledajo, ker mislijo, da je to slučajno, je dotikanje. Jaz pač zagovarjam zelo ostro stališče, da se dekle ne bo dotaknilo moškega, če nima, bom rekel, ambicije po zbliževanju. Zakaj bi se dotaknila nekoga, katerega ne maraš, katerega z njim nočeš nič imeti? Če ni dotika, kar pozabiš. Mislim, dotik je ena od stvari, drugo so pač potem, recimo, kazanje zapestja, recimo, lahko se ti dotakneš uhana tako, lahko pa tako. Pa te laski. To se pravi, nič posebej, bom rekel, revolucionarnega, novega, je pa pomembno, da pač recimo, da ti nekdo vseeno našteje, kaj bo pozoren in običajno rečemo na področju razumevanja govorice telesa, da se stvari pojavljajo v oblakih, ko se pojavijo 3 signali, lahko iz tega začne, recimo minimalno 3, lahko iz tega delaš nek zaključek.
Tole je dosti širša tema, kot sem si jaz predstavljala to zapeljevanje. Veš, mi se sploh nismo prišli do nekih konkretnih navodil. Kaj šele, če pridemo na laganje? Kaj šele, če pridemo... Vas bomo povabili, res samo seks, zapeljevanje, tako nič politike. Dajmo se saj samo na seksu umeti. Dajmo se na to umeti, se mi zdi, da je kar zanimivo. Jaz sem za, z velikim veseljem. Hvala za vaše iskrive misli. Hvala lepa za povabilo. In tako nesebično delite, ne samo pri vas, tudi po drugih medijih. Hvala lepa. Hvala, dragi gostje, za vašo pozornost. Vidimo se ponovno jutri ob isti uri na istem kanalu. Do takrat pa samo še nasvidenje, Slovenija in lepe praznike naprej.